konferenci pred tekmo zadnjega kroga našega državnega prvenstva med Celjem, Pivovarno Laško in Gorenjem. Že pred časom je celjski klub to tekmo poimenoval kar ena za vse in na koncu se je res zgodilo, da bo ta odločala o naslovu državnega prvaka. Vsi zagotovo veste, Velenjčanom je za osvojitev tega cilja dovolj že točka, Celjani morajo za 20. zvezdico zmagati. Opravičujem se seveda tudi za tole manjšo zamudo. Velenjčani pravijo, da so namenoma malce zamudili, ne, se šalimo. V glavnem predstavil bom vse današnje goste. Dr. Marko Šibila, trener rokometnega kluba Gorenje, z nami pa seveda kapetan Velenjčanov Staš Skube, trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše in pa kapetan Celja Pivovarne Laško Luka Žvižej. Vsem lep pozdrav. Pozdravljam pa seveda ob vseh predstavnikih medijev še nekatere dodatne goste, da tako rečem, ki vam bodo jasno tudi na voljo za pogovore oziroma za vprašanja. Pozdrav seveda tudi direktorju rokometnega kluba Gorenje, gospodu Mateju Avancu, pa direktorju Celja Pivovarne Laško, gospodu Gregorju Platevu in jasno še dvema igralcema. Niko Medved prihaja iz Gorenja, iz Velenja in Žiga Mlakar iz Celja Pivovarne Laško. Zdaj pa najprej seveda ocena oziroma kako potekajo priprave pred začetkom tega dvoboja. Bomo dali besedo najprej gostom, trenerju dr. Marku Šibili. Kakšno je stanje v velenjski ekipi, kako pripravljeni ste dočakali to tekmo, za katero smo dejali ena za vse, tekmo, ki bo odločala o naslovu prvaka? Hvala za besedo, lep pozdrav še v mojem imenu. Zdaj priprave se šele začenjajo, ko smo včeraj imeli še zadnjo tekmo, ki je bila za obe ekipi izredno pomembna. Noben si ne more privoščiti nobenega spodrsljaja, zato jasno je ne glede na to, da smo vsi z enim očesom že gledali proti petkovi tekmi, bila včerajšnja tekma ravno tako zelo pomembna. Drugače pa stanje v ekipi je dobro, vsi se veselimo te tekme. Dosti smo vložili v priprave skozi celotno sezono in to je pravzaprav tisti vrh celotne sezone, v kateri se nam lahko pravzaprav povrne ves trud. Jaz sem prepričan, da bomo dali vse od sebe in da bo tekma zelo zanimiva. Hvala lepa Marku Šibili. Zdaj pa beseda še trenerju Celja Pivovarne Laško Branko Tamšetu. Branko, za vas seveda enako vprašanje, kako dobro ste pripravljeni, kakšno je zdravstveno stanje in jasno, kaj pričakujete v petek zvečer vsi ljubitelji rokometa, upamo, polnem Zlatorogu. Najprej tudi lep pozdrav iz moje strani. Kar se nas tiče oziroma ekipe Celja, mi smo namreč, da so vsi fanti zdravi, da verjamem, da bo tako tudi stalo do petka. Reč, da smo, bom rekel, nekako z izgubljeno točko v Ribnici imeli pred sabo 8 kol kvalifikacijskih v narekovajih, da si priborimo to tekmo, ki odloča o naslovu državnega prvaka. Tako da bom rekel, da smo morali, nismo smeli kiksati in moram reči, da so fanti to nalogo opravili izjemno dobro in kvalitetno v vseh pogledih. Priborili so si to vstopnico, se pravi tekmo, ki odloča o naslovu državnega prvaka. Se pravi, moje mnenje je, da malce lažje delo sigurno na strani Gorenja in sicer iz tega vidika, ker potrebujejo za naslov državnega prvaka 1 točko, mi potrebujemo 2. Na takšen način bomo tudi šli v tekmo. Pričakujem, bom rekel iskreno, glede na to, kakšno je zanimanje, tudi rekord slovenske lige po obiskanosti. Pravi, res si želim, da bi sam rokomet kot šport dobil tisto, kar si zasluži, polno dvorano. Vsi ti akteri, ki bodo na igrišču, si to tudi zaslužijo. Vemo, da jih kar nekaj zapušča slovenska igrišča in odhaja v tujino. Že v tem, bom rekel, trenutku jim želim vse najboljše v njihovih nadaljnih karierah. Mislim, da so si to z delom in z igrami zaslužili. Na drugi strani pa pričakujem eno fair borbeno tekmo in tisti, ki bo zmagal, bo državni prvak.
To je vse, kar lahko povem. Toliko torej za začetek strani obeh trenerjev, zdaj pa seveda še beseda kapetanu rokometnega kluba Gorenje Velenje, Stašu Skobetu. Staš, tudi za vas seveda podobno vprašanje, kaj pričakujete, kako ste pripravljeni, kako po zares dolgem času, kar nekaj časa vam to že ni uspelo premagati Celjane. Je pa res, da je vam seveda za osvojitev naslova dovolj že točka. Ja, mi smo danes začeli aktivno pripravljati na Celjane, čeprav vemo, da nekih velikih skrivnosti med nami ni. Zdaj se veliko menja to neodločen izid, ampak vemo, kako je, da to ni nogomet, kjer bi lahko igral na neodločen izid, tako da praktično potrebujemo zmago eni in drugi, tako da verjamem, da bomo tako mi kot oni z tega vidika tudi štartali v tekmo. Jaz se že veselim, da bo to spet en praznik rokometa, ker mislim, da si slovenski rokomet to zasluži. In ne zmaga boljši in jaz upam, da se bo na koncu veselili mi. Staš, hvala lepa za zdaj. Beseda še domačemu kapetanu Luki Žvižeju. Luka, ogromno tovrstnih tekem ste odigrali že v svoji karieri, imate obilo izkušenj, pa verjamem, da bo tale petkova vselej nekaj posebnega. Prišlo je enostavno do tega, kar so si mnogi, predvsem neutralni ljubitelji rokometa, želeli, da bo res ta zadnja, ena in edina tekma, ena za vse, ker ste jo poimenovali v celjskem klubu, odločala o naslovu. Verjetno bo tudi dodaten pritisk ravno zaradi tega, kako ste celjski rokometaši pripravljeni na vse to. Ja, lep pozdrav. Kar se tiče prvo, da se kar dotaknemo tega pritiska. Tega pritiska smo nekako vajeni skozi vso sezono. Mi smo klub, ki cilja vedno najvišje in kadar ciljaš na najvišje mesto, je sigurno prisoten nek pritisk. Kako smo pripravljeni? Mislim, da dosti dober. Imamo še 2 dni, da še določene stvari pripravimo oziroma popravimo. Vemo, da ta tekma odloča na koncu v državnem prvaku. Mi imamo svoje računice, Velenjčani, kot ste slišali, imajo svoje, kar je normalno. In 60 minut prave borbe nas čaka in jaz verjamem, da bomo šli mi po tej poti, ki smo si jo na začetku zadali in da osvojimo naslov državnega prvaka. Hvala, Luka. Luka je dejal, prava borba nas čaka. Videli smo že v preteklih tekmah, da je bilo temu tako, še posebej, če malce pogledamo Žigo Mlakarja, ki je kar pošteno skupil na nekaj zadnjih tekmah, pa bi predvsem njegovo zdravstveno stanje in če pričakuje še kje kakšno dodatno modrico po tej tekmi, v kateri bo šlo res na nož. Ja, pozdravljeni. Zaenkrat je stanje v redu, kot da so se sanirale, tako da z moje strani jaz sem pripravljen na tekmo v petek, tako da bomo po tekmi videli, če bo še kakšna dodatna modrica. Hvala lepa, toliko torej za začetek, še preden pa damo besedo tudi vam za vprašanja, pa naj povem, da gredo vstopnice po zagotovilih iz kluba Celja Pivovarne Laško, seveda dobro prodajo, da je velik interes tudi iz Velenja, morda bodo kaj več o tem povedali tudi današnji gostje te novinarske konference, torej iz tabora rokometnega kluba Gorenje Velenje. Celjski klub, kot je prej zadevo že malce omenil trener Branko Tamše, pričakuje zelo rekorden obisk na tekmah državnega prvenstva. Ta je doslej 4000 gledalcev, kot zagotovo veste, ravno po obračunu med tema dvema večnima tekmecema. Pričakuje se velika gneča, zato bi tudi medije poprosili za nekako deljenje, tako rečem, informacij o pravočasnem prihodu ljudi na tekmo oziroma celo uporabi javnega transporta. Verjetno bo kaj več o tem povedal, če boste želeli, tudi tiskovni predstavnik Celja Pivovarne Laško, Miha Pantelič. Sicer se bo dvorana Zlatorog odprla že ob 16:30, jasno zaradi tekme legend, na katero tudi ne smete pozabiti. Takrat bo sicer odprt le en vhod,
prav tako seveda tudi službeni in tako imenovani VIP vhod na zadnji strani dvorane. Ta tekma legend se bo začela ob 17. uri. Celjske legende, kolikor vem, so, vsaj dejali so tako, bili na višinskih pripravah, mnogi naj bi opravili tudi liposukcije in zato vabijo vse gledalce, da si pridejo iz prve roke ogledati, kako bo vse skupaj izgledalo. Imajo zadetek zaostanka z prve tekme, jasno pa, da bo tudi strani organizatorja poskrbljeno za animacijo obiskovalcev pred dvorano in seveda tudi v dvorani sami, da bo šlo tudi za številne delavnice za otroke, tako da bodo tudi otroci prišli na svoj račun. Šlo bo pred tekmo tudi za zatemnitev dvorane, torej prav posebni efekti, za prav posebno vzdušje bodo poskrbeli v celjskem klubu. Pozdravili bodo tudi kadetsko ekipo Celja Pivovarne Laško, ki je osvojila državni naslov, pa mladinsko. Pripravlja se poseben vstop, tako imenovani poseben vstop navijaške skupine Florijani. Kaj se bo zgodilo, ne vem, ali bo ostalo presenečenje do začetka tekme, ali bo Miha kaj več o tem povedal. Skratka, med samim polčasom potem tudi izvedba nagradne igre Strel za 70 let, torej nagrada 700 € in pa 70 platojev piva za tistega, ki bo iz nasprotnega gola na nasprotnega zadev prečko, kolikor vem, brez da se žoga odbije od kodarkoli. Skratka, to so zadeve, kar se same organizacije tiče, podrobnosti torej pri Mihi. Hkrati pa lahko povem, da predvsem rokometni klub Celje Pivovarna Laško še z ostalimi prijemi in recimo temu popularnimi akcijami poizkuša še nekako povečati zanimanje za ogled te tekme. V ta namen so posneli tudi nekaj promocijskih filmov, predvsem športnikov celjskih, ki prihajajo seveda iz ostalih športov, Rok Marguč, Klemen Kosi, pa Sebastian Gobec, Blaž Vrhovec, Rok Rojšek, Matej Krušič, Alja Jankovič, Mija Želj, Zala Lešek in še nekateri drugi so že posneli promocijske spote. Tisti, ki že imate mobilno aplikacijo rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, ste s tem tako ali tako že seznanjeni, ostali ste jasno vabljeni, da si vse skupaj ogledate tudi preko ostalih socialnih omrežij. Skratka, tako Celje Pivovarna Laško kot rokometni klub Gorenje Velenje v tej sezoni delata res veliko na promociji in vse skupaj, vse to, kar je bilo že storjenega do tega trenutka, naj bi nekako evalviralo pred začetkom te tekme. Vsi seveda upamo, kot ponavljam še enkrat, da bo dvorana polna. Seveda bo tudi neposredni televizijski prenos na Sport klubu. Tekma se bo začela ob 19. uri, prenos že 20 minut pred tem, ko smo že pri začetku ure. Naj dodam še to, da je bilo sprva mišljeno, da bo tekma ob 19. uri in 30 minut, bilo je ponekod nekaj časa tudi že oglaševano, tako da apeliram na medije, naj še enkrat spomnijo, da je tekma seveda zaradi TV prenosa pol ure prej, kot je bilo sprva načrtovano. Zdaj pa je beseda seveda vaša, verjamem, da imate kar nekaj vprašanj za naše